Vsi udeleženci šolskega športnega krožka Odbito na osnovni šoli Rodica igro odbojke dobro poznajo. Nekateri jo trenirajo v klubih, drugi jo igrajo v okviru šolskega krožka. Igra odbojke sede pa je za vse zanimiv nov izziv. Ker smo hoteli probati nekaj novega, so bili zelo navdušeni kar takoj. Tako da sem sam vprašala bi, pa so rekli ja in smo se prijavili. Slišal sem že, pa tudi videl sem, ker so imeli te paraolimpijci na naši šoli že nekaj predstavljali, pa pol sem pa danes dejansko trenirati začel. Hotel sem se malo bolj poglobiti v ta šport, kaj novega spoznati, pa da bi se s prijatelji družil. Skozi prve korake učenja pravil in posebnosti igre jih je vodila članica slovenske reprezentance odbojke sede, udeleženka paraolimpijskih iger v Parizu Tija Vrhovnik. Sploh ne vem, kako lahko odbijaš skozi, brez ene roke. Ful dobro igra. Nisem vedel, da si lahko tako hitro premikaš. Odbojka sede je atraktiven, inkluziven šport, ki lahko v športni igri med seboj poveže igralce različnih telesnih posebnosti. Zato se je porodila odlična ideja, da se prav skozi spoznavanje odbojke sede razširi poznavanje in dober glas o parašportih. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite in dolgoletni podpornik slovenskega parašporta Lidl Slovenija sta v okviru skupnega, že dobro uveljavljenega programa Postani športnik pripravila odličen projekt poimenovan Odbito. Projekt Odbito je zasnovan tako, da učenci v okviru šolskih športnih krožkov spoznavajo igro odbojke sede, se jo naučijo in se pripravijo, da se na zaključnem turnirju za zmago pomerijo z ekipami z drugih osnovnih šol. Mislim, res super projekt, ki si ga je Lidl izbral. V takem nekem tekmovalnem smislu se mi zdi, da potem lažje tudi otroci pridejo zraven in da lahko na tak način širimo glas v nekih inkluzivnih športnih panogah. Ker mi je kot šport odbojka zelo všeč. In pol, ko sem izvedel, da bomo tudi to sedečo odbojko igrali, mi je zdelo zanimivo in sem hotel še probati. Tako dober šport je, ker je ful zanimiv, tak unikaten šport. Odbojka sede je v veliki meri podobna stoječi dvoranski odbojki, a ima tudi svoje zanimive posebnosti. Ko se še ne veščemu igralcu, ravno na prvi pogled najlažja stvar, sedeti na tleh, izkaže za tisto najtežjo. Ja, zelo fajn je bilo, mi je pa zelo težji sedeča odbojka, kot navadna. Premikati se, pa da ne moreš v bistvu koleno uporabljati, da se odbijaš, da više odbijaš. Vzdušje je bilo super, tudi tako, res, ja, kot je že Iza rekla, najtežje je bilo premiki, to, ker se ne moreš dvigati. Ampak ne, poleg tega drugače je bilo pa tako v redu, samo tako za navada, če malo. Smejimo se ful, ker ful zaserjamo pa vse, ker tako drsimo, pa nam ne gre neki ful dobro, ampak jaz mislim, da bomo pol na tekmovanjih dosti dobro igrali, da bomo prišli naprej. Mi je bil tale odziv danes res simpatičen, kako so bili v bistvu zagnani. Vidi se, da tisti, ki igrajo odbojko, pa kar hitro padajo v ta šport. Mi imamo enkrat na teden 2 šolski uri krožek in zdaj, ko smo stoječe odbojke prešaltali, bomo zdaj kar na sedeči in bomo do turnirja trenirali to sedečo odbojko. Mislim, da jim je kar bilo fajn, tako da so kar navdušeni. So že pripravljeni na zmago, tako da gremo naprej. In tako v žaru športne borbe tole sporočajo svojim nasprotnikom na zaključnem turnirju. Prihajamo v boju, se vse bomo uničili, najboljši bomo.